Iskra govori. Zakaj si tu? Pogovori z nevladniki iz Istre in Krasa. Toni, Borut. zakaj si tu? Zakaj sem tu? Ne vem odgovora na to, jaz bi rekel, ker sem vztrajen in trmast, ampak mislim, da to je tudi vprašanje zate. Res je. Torej, pozdravljeni v novi epizodi podcasta Iskra govori, kjer odkrivamo navdihujoče zgodbe nevladnega sektorja iz Istre, Krasa in Brkinov. Moje ime je Borut Jerman in danes bomo govorili o družbenih izzivih, politiki in predvsem aktivizmu. Z nami je Toni Brčanov, aktivni državljan, nevladnik, organizator, skvoter, soustanovitelj in direktor zavoda NOR, Neodvisni obalni radio, predvsem pa oseba, ki zna družbi postavljati ogledalo. Ja? To je tvoja definicija. Sem lepo zapisal, ne? Ja, ne vem, ok, če rečeš ti. No, lep pozdrav še iz moje strani. Borut me je že predstavil, tako da se ne bom predstavljal. Se pa nadejam nekega pogovora, oziroma sem malo že radoveden, kaj bo zdaj iz tega. Kam bova šla? Ja. Všeč mi je štartati res z rane mladosti, ker namen tega podcasta je odkrivati ljudi, ki delamo v nevladnem sektorju, kot ljudi. Torej me zanima dejansko človeška plat tebe. In me zanima, če imaš kakšne spomine z rane mladosti, ki te vežejo na to, zakaj si se odločil za to življenjsko pot. Ok, v nevladništvo sem prišel čisto po nekem naključju, ampak dejansko ni bilo toliko naključno. Imam jaz celo zgodbo tu narejeno. Izvoli. Ok, moja zelo zgodnja izkušnja, mladostna, je vezana na jugoslovansko vojno. In sicer jaz sem rojen v Kopru, ampak moj oče je bil iz Dalmacije. In smo se leta 87, ko sem se jaz rodil, preselili dol v hišo, kjer je bila narejena in je bilo mišljeno, da bomo mi živeli dol kot družina. Ampak pol je prišlo leto 92 in ves ta proces razpada Jugoslavije z vsemi temi prekrvavimi vojnami. Tako da ja, meni je ta nek zgodnjo otroški spomini vežejo na to, kar mislim, da me je dosti zaznamovalo, čeprav nisem bil dosti to v temu. Tako da prišlo je to leto 92, jaz še vedno spomnim teh dogodkov in bombardiranja in vse te psihoze. V boj za narod svoj, to je nekaj, kar ti ostane, če ne drugega v podzavesti, ker so taki močni vtisi. Ne. Tako da ja, moja mati je rekla, da mi ne bomo ostali dol, ker jaz sem začel jecljati, moja sestra si je zgrizla nohte, tako da pol mati nas je pobrala in smo prišli nazaj v Koper. V Koper smo prišli kot begunci, čeprav sem jaz rojen, moja mati živela tu, moja sestra je tudi do 5. leta živela tu. Ampak nismo imeli državljanstva, ker pač smo bili izbrisani. Niso hoteli dati državljanstva, pol nekaj časa še trajalo in niti ga ne bi dali, če ne bi mati srečala takratnega politika, s katerim sta igrala odbojko in mu povedala zgodbo in v roku 1 meseca je pol zrihtal to državljanstvo. Tako da jaz imam dvojno državljanstvo trenutno, kar je kar luksus. Ampak ok. Dobro, pol sem iz delavske družine, tako da sem dal marsikateri socialni problem mimo. In sem živel v tem nekem delavskem blokovskem naselju, kjer je bilo zelo mešano vsega in dosti neke sociale, predvsem v 90-ih in v zgodnjih 2000-ih in kot najstnik sem bil zelo frustriran. Nisem vedel, zakaj točno. Pol ne vem, ker sem se dolgočasno in štrkal po kanalih. In sem se ustavil na Slovenija 3 in je bila seja parlamenta in jaz sem poslušal te parlamentarce in kot 17-letnik jih nisem nič razumel. Sem pa razumel, da oni krojijo marsikatero usodo, ne, marsikatero življenja. In pol iz trme sem si rekel, dobro, niso oni pametnejši od mene, ne, valjda moram razumeti, kaj govorijo. Tako da je bilo ena sreča v temu, da se je takrat odprla, takrat ni bilo še toliko interneta. In mi smo dobili zelo pozno internet doma.
In je bila ta sreča, da so odprli podružnico knjižnice na Markovcu, tako da sem začel zahajati v to knjižnico in brati slovarje in leksikone in te zadeve. Tako da ja, no. In ne vem, tako neka ta naravna pot je bila, ker primarno se ukvarjam s politiko in s politikami. Ne v tem klasičnem smislu, mislim v klasičnem smislu. Dejansko bolj v klasičnem smislu, kot v tem smislu, ko ga mainstream mediji predstavljajo oziroma to naracijo o politiki kot strankah, parlamentarcih, državnem zboru in tako naprej in tako nazaj. Moj učitelj Tonči Kuzmanič bi rekel, da je to politična tehnologija in ne politika. Ja. Okay. Si naredil tak lok, mislim, ki je šel verjetno skozi mladost do najstništva in do tega začetka nekega angažmaja v upravljanju družbe. Ne? Ampak me zanima dejansko, kako si doživljal recimo osnovno šolo, pa izobraževanje znotraj osnovne šole. Se mi zdi, da v osnovni šoli se formirajo prvi taki neki spomini, tudi v bistvu v neki fazi sekundarne socializacije, ko pač vstopaš v neko skupnost, ki ni več samo tvoja družina. Ne? Me zanima, kako je bilo pač to, ko si imel pač neko klapco, kakšen odnos si imel do šole. Pa mislim, en velik pritisk, ki sem ga čutil, je to pač, ker sem iz ločene družine. Ta velik pritisk tega mita o tej neki, kako se temu reče, tej konvencionalni družini, torej mati, oče, vse urejeno doma, tega nisem imel. In to je bil ta nek družbeni pritisk, ki sem ga čutil, ne, in potem si se čutil malo drugačnega. Ampak vse pol, ko odrasteš, si ugotovil, da nisi bil toliko drugačen in da so tudi drugi ljudje bili v podobnih situacijah. To je bila sigurno ena zadeva, na kar je vplivala na osnovno šolo, če ne sem imel vedno na izobraževanje znotraj institucije zelo odklonilen in uporniški odnos. Tako da sem 7. razred šel z 2 enkami naprej. Ne zato, ker se mi ni dalo, malo sem len, priznam. Ampak tudi, ne vem, malo sem trmast, ne vem, malo nisem verjel učiteljem, kaj mi govorijo in moram iti preveriti, ne. Tako da to so bile kar borbe, ne. To so bile kar borbe z mano in z učitelji in z mojo mamo, no, moja mati se je precej angažirala, tako da me je šolala, če lahko tako rečem. Tako da ja, no. Ampak načeloma so me pa imeli učitelji radi, no. Ker še vedno sem bil dovolj inteligenten, pa sem brez dosti truda lahko prišel do nekega znanja, oziroma vedno sem znanje nabiral izven institucij. Tako da so me zanimale tudi neke stvari, ki 3/4 mojih sošolcev niso zanimale. Tako da ja, no, na osnovni šoli pa ja, mislim, da sem bil po hierarhiji precej visoko, mogoče ne najvišje. Nisem bil nikoli zares bully, sem pa bil buliran, ja, to se spomnim. Ampak to je spet nekaj, kar damo vsi skozi. Ampak ja, sem bil tak frajerček. In na osnovni in na srednji šoli. In si bil kdaj predsednik razreda? Ne, nikoli, ker nisem bil piflar. Nisem bil, ne, predsednik razreda pa res ne. Je ful zanimivo to, v bistvu, kar se dogaja v teh letih, tudi v osnovni šoli. Tako da so v bistvu, da je ta v bistvu nek način pridnost dojeta kot to je nekdo, ki pač dejansko 100% sledi navodilom in v bistvu tudi znanje, vsaj moj občutek je, da je velikokrat dojeto kot učitelj nekaj pove in ti moraš pač to čim bolj natančno ponoviti. Ampak kot si sam zdaj omenil, je znanje veliko več od drugega in tudi v bistvu ta paradoks, ki se dogaja, da znotraj institucij, ki delujejo na tak način, učitelji cenijo otroke, ki malo grejo izven teh okvirjev, tako da je ta paradoks tega, da se tudi učitelji zavedajo, da sistem izobraževanja ni perfekten in pač mi je zanimivo, da se ne naredi več zato, da bi se predrugačilo to. Velikokrat slišim take zgodbe, da pač inteligenca ni samo zmožnost spomina in ponavljanja, je vendarle pa marsikaj drugega.
Ja, mislim, dosti je odvisno tudi od samega učitelja, ne. To je njihov angažma, to je njihova razgledanost koncev. Ampak ja, bolj se ceni ta pridnost in koliko znaš ti reproducirati to, kar izveš v šoli. Ja, je pa šola tudi ideološki aparat, ne. Tako da jaz sem imel probleme s koncentracijo, imam še vedno, mogoče moram iti narediti test za avtizem. Tako da vedno, ko je učitelj razlagal, pač jaz sem bil z mislih drugje. To je bil tudi dostikrat argument učiteljev na govorilnih urah moji mami, da pač odtavam. In dejansko sem vedno odtaval, ker mi je domišljija šla po svoje. Upam, da v tej uri ne boš veliko Ne odtaval. bom probal držati fokus. In potem v bistvu osnovno šolo si obiskoval v Kopru, ne? Ja, Dušana katero? Brdona. Dušana Brdona. In potem kam si šel na srednjo? Amban Pet Pogan, administrator srednja ekonomska. Kako je to izgledalo v srednji šoli? Bilo je zabavno, moram reči. Jaz sem delal srednjo šolo 6 let, ker sem bil v programu 3+2, prvi letnik sem padel. Padel sem strojepisje. In F in J in nič. Ja, to sem padel. Mogoče malo iz inata, bi rekli na Balkanu, malo iz trmene. Tako, ker pač, zakaj pa ne. Tako da ja, no, mislim, kaj sem zdaj, ko pomislim, mogoče bi šel raje za električarja ali vodovodarja ali nekaj. Ampak, zdaj en dan sem govoril z mamo od kolega, te šole, kovinarska ali pa pomorska, so vedno malo imele ta negativen prizvok, ne, da tam grejo uniki, ne vem kaj. Ki ekonomska je bila kaj boljše, ni bila. Tako da ja, no, bolj sem šel na ekonomsko, ker ni bilo omejitev in kaj sem, ker je bila tu priročna. Naredil sem jo, ki ni bila težka, no. Ni bila težka. Nisem se rabil nekaj dosti učiti, jaz sem manjkal dosti v šoli, ker pač spal sem ponavadi. Zelo cenim spanje. Dosti smo špricali, ja. Ne vem, pustili so me na miru, veš. Nisem delal nekih ful galame, ja. Po onem prvem letniku, pol sem se umiral, nisem delal ful neki galame, pač sem se naučil. Ja. Pač, ja, jaz dejansko matematiko mi je vsako leto dala celoletni test. Sem poklical mojo prijateljico Nino, ki je obvladala matematiko, in me je celoletno osnovno učila v 4 urah in jaz sem odpisal ni test 3 in je bilo to. In čez leto nisem rabil ful delati, sem pa imel vsako leto popravni iz informatike. V informatiko smo imeli ponavadi blok uro, petek, nekaj takega, valjda se mi ni dalo hoditi. Še dejansko sem poštekal, med poukom je delala kar zahtevne naloge, popravni je bil ful lažji. Tako da se je bolj splačalo imeti popravni. Ne vem, očitno sem človek. To je zame ful Zberal. znak kreativnosti, ne. Pač ta lenoba povezana s tem, da iskati rešitve, ne. In to vidim, da si že parkrat omenil to, da pač znaš zelo, pač ceniš čas in kako ga porabljaš. In pač ja, če se je splačalo bolj imeti popravni. Ma ne, dejansko, tako bom rekel, ena najbolj zadovoljivih stvari v življenju mi je reševati probleme, ne. Zato tudi matematika mi ni bila slaba, ker pač rabiš reševati probleme, edino pri matematiki rabiš tudi disciplino, ne, za delati vaje. Tako da ja, ponavadi kako narediti stvari lažje oziroma bolj učinkovite. Tako da ja, to imam malo tik na to. In v katerem obdobju je bilo to, da si pač klikal po televiziji in pogledal parlamentarne? To je bila srednja šola, 17 let. 17, 19. In kaj je bil pa prvo dejanje, ko si se pač s tem soočil, poleg tega, da si šel v knjižnico, bral leksikone in enciklopedije, ker pač me zanima, kdaj je prišel to trenutek, ko si iz zanimanja, frustracije, premisleka šel v akcijo. Ja, v glavnem, mislim, sem si, veš, kaj je bila fora, v parlamentu, zdaj manj tega se mi zdi celo, so ful uporabljali tujke, ne, ful te neki strokovni izrazi. Pol ugotoviš, da so samo tujke in pač
Zveni bolj pametno, ja, ampak dejansko ni zares. Tako da ja, prav sem se naučil tega jezika. Ja, in pol, zdaj prejdemo na to akcijo, ne. To je tudi prišlo iz praktičnih razlogov, ker pač nekaj smo hoteli delati. Jaz sem bil dosti sam doma, ko sem bil otrok, najstnik. In smo dosti ždeli pri meni. In sem bil, mislim, da več imeti ljudi pri meni, rabimo prostor. Tako da že celo življenje sem iskanje prostora. In ne vem, pol nekako sem videl, gled, če mogoče naredimo društvo, nam bojo dali prostor, in pol smo naredili društvo in pol smo začeli dejansko delati stvari tudi izven samo nekega druženja in tako. Tako da ja, tu je bil ta čisto iz neke potrebe notranje po druženju, po neki, tu ne morem biti na miru, ne. Meni je malo dolg čas se samo družiti ob, ne vem, pijači, neki bla bla bla, nekaj treba delati. In to društvo je bil klub aktivne mladine? Tako je, to je bil začetek. Kaj grem naprej? Ja, pol smo naredili to društvo v moji dnevni sobi doma in nič smo hoteli organizirati koncerte. In pol je bil ta prijatelj Mihael, da kao, ima si Brecelj, ima dol prostor. Ko gremo njega vprašati, če lahko naredimo tam koncert. Tako da pol smo šli do Breclja, prav se spomnim prvi sestanek, bil je pameten ko vedno. Po sestanku sem bil živčen, prav mi je šel na Kje tip. Tako da ja, pol smo nekako se zmenili za ta koncert in začeli tam delati neke dogodke, evente, koncerte, pa tudi druge neke delavnice, pa neka druženja, tudi socialni program. Center za brezdomne. Ja, mislim, to je bilo tako, da sem jaz napisal statut, malo sem tudi birokrat, malo mi je dala to tudi ekonomska, ampak malo sem tudi birokrat in administrator po duši. Že kot otrok sem se igral birokrata, to je tudi, ne vem si to razlagati, ampak ja, sem pisal dovoljenja in formularje. Ja, kot otrok, ne vem, iz kje je to prišlo. Tako da ja, sem naredil ful dober statut dejansko, ker sem pač vse dal not, kar rabi. Tako da smo imeli kultura, šport, mladina in sociala in ta sociala je Breclja tako navdušila. Smo prvi mladi, ki smo pomislili na socialo. Ampak ja, to mi je tudi nekako prišlo naravno iz te neke empatije notranje, ampak tudi pač odraščanje v tem okolju, kjer pač res že kot nek razvijajoč otrok daš te stvari skozi, ne, ker si tam pred blokom s frendi in prije policija in tebi ni jasno in pola ja, spet so se kregali doma pri uni frendici, so malo žalostne zgodbe, ampak ja, je to bilo nekaj običajnega, ne, nasilje v družini. Pač vsak blok je imel vsaj en tak primer, mogoče pretiravam, ampak to je bilo kar pogosto, in pač alkoholizem in droge in mislim, da ta 90 in zgodnje 2000 skoro zaznamovala to neko generacijo znotraj teh blokovskih naselij, Zdaj ni več tako hudo, ni več tako, se stvari dosti bolj, Kje smo ostali? Pri Breclju. Ne, ostali smo v bistvu s tem začetki klub aktivne mladine, mogoče se vrnemo malo kasneje na to obdobje. Mislim, nekaj me zdaj v bistvu podžgalo moje zanimanje, ta tvoje pač to, da so bili te izzivi, ki smo jih ali pa jih še vedno imamo kot družba, omenil si pač nasilje v družini, alkoholizem. Se mi zdi, da pač je to, ne glede na to, da so zelo raznoliki in vsak posebej zelo pereč problem, še vedno neka reakcija na neko nevzdržnost, ki jo kot družba gojimo, ne. Z vidika tudi čisto bodisi skupnosti, ima tudi čisto osebnih stisk. In to je tudi taka stvar, ki tudi v tem podcastu smo že večkrat obravnavali z vsemi gosti in gostjami. V bistvu to, da kot družba pač živimo v družbi, ki ustvarja frustracije, ustvarja občutek nemoči, ustvarja jezo, žalost. In se mi zdi, da v bistvu vse te simptomi, ki si jih naštel, so pač tudi druga plat medalje, čigar prva plat je mogoče tudi to angažma v nekih družbenih
kontekstih, tudi bom rekel, mislim, ne niti ko pomenovati, ker reče aktivizma, se mi zdi, da mi je grzno, mislim, mi je grda beseda. Ja, meni to je. In, v bistvu Imamo neki problem s družbenem tem. angažmaju, ne. Ja. Se ti zdi, da se strinjaš ali sem bil preveč kompleksen? Ja, nisem razumel. Ja, druga plat je... To, da imamo kot družba Ja. ful velike izzive. Mislim, to je zdaj že malo filozofsko vprašanje. Ja, izzivi so konstantno problemi. Jaz raje rečem problemi, ker izzivi se mi zdi nekaj olopeševanje. Ne vem, pač problemi so vedno in bojo. Treba jih reševati, no. Ne bojim se problemov, no. Ja, imamo izzive. Je tu prijelih ta namen nevladnega organiziranja, nevladnih organizacij, da rešuje te probleme, izzive, kakokoli, in tudi te kontradikcije in družbene napetosti, ki se tu ustvarjajo, ne. To je cel temelj nevladnega sektorja. Jaz mislim, da na temu temelji, ne. Lih da pravo razreševati, ne, ker država dostikrat ne more, država je institucionalizirana, je birokratizirana, in dejansko ljudje v NVO-jih imajo ful bolj stika z nekim realnim terenom, še posebej v sociali. Tako da ja, mislim, to je predvsem neka smisel, kako se reče, poslanstvo nevladnih organizacij. Še malo bom ustrajal, Ja. v smislu, da ja, se strenjam, Ja. problem je mogoče manj politično korektno, kot reče izziv. Danes je ta izziv politično korekten izraz. Ja, Ampak meni se pa velikokrat dozdeva, da ko govorimo o problemih, Ja. dejansko govorimo o simptomih in česa drugega, ne. Torej, reči, da kot družba imamo problem zaradi, ne vem, nasilja v družini, je definitivno res. In nasloviti nasilje v družini, na nek način gasimo požar, ki pa nastane zaradi nečesa drugega. Nastane zaradi tega, ker verjetno nismo kot ljudje sposobni še vedno razumeti to, kar si ti zdaj rekel, ne? Kako sobivati, kako delovati, kako graditi skupnost in politike, ne nazadnje, da ne bo rezultiralo v družbenem sistemu ali pa v življenju, ki bo ljudi postavil pred to, da zaradi neke stiske potem preidejo v nasilje, v alkoholizem, Ok, mislim, to, kar si zdaj rekel, jaz mislim, da je tu ful pomembno poznati družbeno teorijo. To je nekaj, kar se posvečam zadnje 2 leti, ker mislim, ja, če govorimo konkretno o nasilju v družini, po mojem 95% so moški, tisti izvajalci nasilja, ne vem, % streljam, ampak mislim, da tu direkt izhaja iz patriarhata, iz te nadvlade moškega, ne. Tako da ja, no, tu pač treba res, nisem teoretik, moram reči takoj, ampak ja, treba poznati družbeno teorijo, zato da lahko gremo v srž problema, ne, ker če ne, s temi nekimi individualnimi akcijami se koristijo, ampak ne zaustavijo tega začaranega kroga. Patriarhat obstaja že vsaj 2000 let, ne bomo ga rešili za čas našega življenja sigurno, ne. In tudi druge družbene zadeve, ki obstajajo že ful časa in so že ponotranjene in jih imamo vsi v sebi. Ampak mislim, da je pomembno o tem govoriti, se s tem ukvarjati in delati predvsem neke notranje refleksije na posameznika, da veš te vzorce prepoznati, ko pride do tega, ne. Zdaj se tudi ful govori o femicidih, kar je dejansko tudi zelo velik družbeni izziv oziroma problem, ker se dogajajo in ja, in niso pač, ni lepo. In pač omenil si, ok, s tem se ukvarjaš zadnji 2 leti, ampak se mi zdi, da na nek način inherentno se ukvarjaš že od začetka, ko si začel ukvarjati z družbo. Me pa zanima, ker to je v bistvu neka skupna značilnost veliko ljudi, ki se aktivno ukvarjajo z družbo, s skupnostjo, so te v bistvu ta najstniška leta in organizacija koncertov. In mene zanima, vsaj pri tebi, iz kje je prišel ta impuls? Ker si ti želel poslušati glasbo, ki je tebi všeč in to pokazati drugim, ali je neka druga refleksija zadaj? Ne, to sploh ni bila moja želja.
Jaz se s tem ne bi ukvarjal, nekako sem padel v to, nisem se nikoli hotel zares ukvarjati. Zdaj to vladam, zdaj to res fuloro vladam, naredil sem čez 300 koncertov v svojem življenju, po moje tam čez 500 tudi. Ampak ne, veš, pač vedno sem se smatral za onega, ki pol uredi stvari. Ne vem, zakaj sem si dal tako vlogo. Tako da ja, je bila želja drugih in jaz sem pač bil zraven in pol sem jaz tudi to začel delati, no. Ampak mislim, da kultura je ena dobra vstopna točka, mislim, glasba še posebej ima ful veliko formativno vlogo pri mladih. Vsaj je imela, ne vem, kako je, ima tudi dan danes, bi rekel, čeprav je šla v neki čudni. Mi smo že malo starejši, ne bomo temu. Tako da ja, no, zares nisem imel jaz tega impulza, ampak sem pa imel to razmišljanje, še zdaj ga imam, da skozi neko kulturno, kolektivno dejanje lahko tudi formiraš skupnost, kar dejansko se formira, no. Še posebej, ker smo mi malo bolj otroci 90-ih in 2000-ih in so bile te subkulture takrat še aktualne in zdaj jih ni več, oziroma čisto nekaj drugega. Tako da ja, no, vsekakor je tudi neka formativna glasbena vrednost v organizaciji koncertov. Kar si izpostavil tudi, ko je nastajal pač Klub aktivne mladine. Ja. Ti si sicer to predstavil tle kot to, da si pač bil, da si tudi birokrat in da ti je všeč ta del in da si spisal super statut. Ja. Ampak to, kar sem jaz slišal, je bilo, da si ali ste že takrat razmišljali o neki horizontali. Da pač ne moreš se ukvarjati z neko družbo ali pa z neko boljšo ali pa boljšo prihodnostjo, brez da vzameš v zakup kulturo, mladino, socialo in pač tudi recimo z zelo perečo in izredno marginalizirano temo, kot so brezdomci. Ste bili prvi, ki ste se na neinstitucionaliziran način, vsaj v tle lokalnem okolju, ukvarjali z izjemnimi rezultati. Ja. Pa ja, jaz mislim, da na stvari treba gledati celovito, ne. Ja, in treba pač celovito misliti na stvari, kako se temu reče, vsaj izraz. Celovito. Intermedi, ne. Čez sektorsko, interdisciplinarno. Ja, zdaj postali te izrazi se razvijajo tudi, ja. Ja, ne vem, meni se delo to samoumevno, no, neko celovitost, zajeti not in zajeti čim širšo skupnost. Jaz skupnost razumem zelo široko, ne. Torej, ljudi na določenem teritoriju, čisto tako geografsko. In pač treba zdaj sobivati, ker druga opcija je se pobijati, ne. Ker če se ne zmeniš, se tepeš. Tako, no, bi jaz rekel iz mojih izkušenj. Tako da boljše se je zmeniti in razumeti, da treba sobivati, ker ne vem, če si kdo želi. Razen ni majhen odstotek, ampak to je res majhen odstotek, kjer si želijo nasilja, ampak. Sociopati, recimo. Ja, na primer, nisem hotel reči, ampak. Ne rečem jaz. Ampak okej. Tako da ja, mislim, in horizontala v samih dejavnostih in tudi horizontala v nekem odločanju. Čeprav sem to malo spremenil, obrnil ploščo, ampak to so druge zadeve. Mogoče pridemo do tega, ne vem. Pridemo. Okej. Ja, in pač se absolutno strinjam in pač me fascinira, da že v bistvu si ali pa ste že kot tako mladi ljudje na tak način razmišljali in to je prej izjema kot pravilo. In to je v bistvu, se mi zdi, nek modus operandi, poleg enega stavka, ki si izrekel malo nazaj, ki je, da se celo življenje iščeš prostore, ne. Ja. Tudi v enem trenutku verjetno bila faktor, da je, bom rekel, domovanje teh aktivnosti iz Mladinskega kulturnega centra oziroma Mladinskega kulturnega multimedijskega socialnega in vse je bilo pač, ki ga je upravljal Marko Prec, zmernega napredka. V bistvu začutilo potrebo po drugačnem placu. In me zanima pač, preden greva na poglavje Inde, ne, mislim, da je izredno relevantno, me zanima malo tvoje spomine pa tvoje refleksije o tem, kaj so bili razlogi da je pač bila ta potreba začutena. Dobro, da povem še malo, da ne bo zdaj izpadlo, da samo, ja. V glavnem, ja, mi smo prišli tam k Breclju, jaz sem delal 5 let za Breclja, moram reči, da
je bil moj mentor, to moram priznati. Brecelj je bil en poseben lik. Koliko je bil izjemen na enih področjih, toliko je bil slab na drugih. Ampak ja, no, dejansko ti je naredil neko lobotomijo in odprl neko širino misli. To je dejansko znal. Dostikrat te tudi znerviral do te točke in te zafrustriral. Ampak no, marsikaj si tudi naučil. Dejansko, kot je on upravljal oni klub, je tudi neko disciplino nam dal do samih prostorov, do urejenosti in do skrbnosti, predvsem skrbnosti. Ne. Ker ni bilo vedno neki sijoče, čisto ful postavljeno, ampak vedno je moglo biti skrbno. Torej, mogle so biti stvari na svojem mestu in moglo je biti, higiena je mogla biti na nekem nivoju. Čeprav marsikdo si to ne bi mislil, ko vstopiš not, ampak ja, če ni imelo pravega vojnja, po varikini si mogel še enkrat čistiti. V glavnem, mislim, no, z Breceljem smo sodelovali, ampak vedno so nastajali te neki konflikti, vedno so nastajali te njihove neke zahteve, vedno vsaka naša pobuda je bila razumljena kot napad, kot zdaj mi hočemo prevzeti. Pol so bili vedno neki te očitki, da mi hočemo biti na komod, pa da se nam gre za denar. Paranoičen je bil, paranoičen je bilo vodstvo DPZN-ja. Nas je to zelo frustriralo, mi smo hoteli imeti tudi nek določen, že če smo ustvarjali toliko programa, ker dejansko smo se tudi nekako vse te pobudne skupine, se jim je takrat reklo, združile moči in tudi malo reflektirale program in probali združiti moči, da olajšamo vsem skupaj delo in da pritegnemo publiko. In ne vem, mi smo hodili tudi nek glas pri soupravljanju tega prostora in tudi pri sredstev, ki jih je dobivalo, ampak to je ponavadi naletelo na negativen odziv, ne vem zakaj, škoda. Tako da ja, no, na eni točki nismo več zdržali, mislim, problem je bil že, ker lahko kupimo, prosim, nov floor tom boben, ker pač tak tejpan in razpada, ker lahko namenimo 300 € za to, ne, mislim, kaj, ne, še je dobro. Ok, ne, taki banalni konflikti, ne, res banalni. Tako da ja, no, in pol ne vem, to glede, kaj zdaj preidemo na Inde. Ja, me zanima pač, ja, in zaradi tega se vi... Mislim, te konflikti in frustracije, mi smo hodili tudi nek level up narediti, so se začele ful zbirati in pač smo videli, da moramo probati neko samostojno pot, tudi dosti naših prijateljev oziroma del te neke skupnosti, ker ipak je neka skupnost bila že prej narejena tu, nedefinirana skupnost seveda, niti niso hoteli pridelati v MKC, ker pač se jim ni dalo ukvarjati z Breceljem in tako naprej in tako nazaj, čeprav dejansko moram reči, da smo se vedno uspeli zmeniti, sej nek stopnjo svobode nam je dajal, tako da ne bomo samo zdaj, kao on slab človek, ni res. Marsikaj je omogočil, marsikaj smo se naučili, dosti nas je izoblikovalo. To mislim, da lahko rečemo vsi, ki smo tam sodelovali. Tako da ja, pol smo videli, da moramo iti neko svojo zgodbo naprej. Zanimivo mi je detajl, da ste na dan volitev. To se je začelo spontano, imeli smo to en sestanek teh pobudnih skupin, kaj bomo, Celo ga nismo hoteli imeti v MKC-ju. Veš, kje smo ga imeli? Na Kidričevi, v prostorih Odpine. Ti si ga dal. Sem prišel, dekaj, lahko drži na prostore, da ne bomo gor pri Brecelju. In ja, čeprav po mojem, če bi to zvedli, to bi bila velika zarota. In pol je, tedi, je predlagal, kaj če naredimo koncert v Inde. Inde je bil takrat zapuščen že 10 let, vsaj. In so bili vsi, meni, umedzeno, so narkomani, bo prišla policija. In jaz sem bil, gremo pogledat, kaj. Tako imam rad hodim v zapuščene stavbe, ker malo je fascinantno. Tako da ja, pol smo se enkrat, nič smo se dobili. Kaj smo bili? Jaz, Tedi, Vid, Teja in Bevk. In ja, bil je dan volitev, lokalnih volitev, tako da smo šli prvo voliti. In pol smo se dobili in smo šli prvo v bistvu pogledati staro porodnišnico, ta srbitski samostan. Tam smo preplezali zid, prišli not. Zelo lepi prostori, zelo lepi atriji. Veliko je
center je šel ni balkonček, je bil lep razgled z balkončka. Ampak ja, no, tam si hodil in parket je škripal in si imel feeling, da boš padel vsak čas dol. Tako da nič, pol smo šli v Inde in smo bili, železo, beton, to bo to. In pol nič, pol smo začeli čistiti tam manjši prostor. In to je vse ful tako spontano se začelo. Mi nismo imeli neke zdaj vizije, gremo narediti skvot. Ne gremo narediti nek event, to je to, kar bo. Tako da ja, smo začeli čistiti one prostore, ki je bila nekoč kuhinja in smo pošiljali samo SMS-e prijateljem. Tako da v enem mesecu nas je bilo tam že 50 ljudi, ki je čistilo. No, očitno ni bila samo naša potreba, ampak je bila neka potreba širše skupnosti. Vsaj te neke naše generacije, čeprav pretežno naše generacije, ker je bilo zelo velik razpon. In tu je pol se je izkazalo, no, da je obstajala ta potreba po takem družbenem placu, bom rekel. V Indiji si že veliko krat govoril, ne samo ti ljudi, tudi dosti drugih udeleženih, tako da se mi zdi pač še vedno tak dokument časa Indije, kot tak, ta zgodba Indija, ki je pač, mislim, da neizpodbitno zapisana v zgodbo ne samo lokalne skupnosti, ampak tudi širše regije, kot ravno to, kar si zdaj izpostavil, kot nek kazatelj tega, kar si vsaj določen del skupnosti želi in potrebuje in primankuje. In me zanima bolj v bistvu celo to delovanje, tudi prej si nakazalo temu, da se bomo mogoče v tem malo kasneje, ko si rekel, da ta horizontala ti morda ni več tako blizu, kot je bila leta nazaj. V Indiji ste delali več kot 200 dogodkov na leto, poleg pač koncertov, literarnih večerov, predstavitev, tudi recimo same skupščine in način odločanja. In v bistvu pač skupnost, ki sama odloča, pa samo odloča o vsebinah, napram skupnosti, ki tudi skrbi za prostore in da to prostori so primerni za delovanje. Me zanima, če je tle, jaz pač kot zunanji opazovalec, se mi zdelo, da tle se je počasi začelo dogajati to, da se te dve stvari nista cel čas bile več enotna množica ali pa in da je dejansko skupina pač obiskovalcev, organizatorjev, tisti, ki so uživali v program ali pa uporabljali program, ne nujno bila tudi tista, ki je skrbela za prostor kot tak, za skupnost in ne vem, popravi me, če sem napačno bral. Ja, no, mislim, sem tudi idealist, ne. Ampak ta mladostniški idealizem me je že malo minil. Zdaj imam probleme pri ta mlajših, ko vidim ta idealizem, ne. Vse je refleksija pač samega sebe, ampak ja, no, malo te mini to, oziroma malo bolj dobiš izkušenj, pa viš, kako stvari funkcionirajo, oziroma kako se tudi neka množica obnaša in tako naprej in tako nazaj. Ja, mislim, glede tega, do točke, dokler ni prišel zunanji sovražnik, je delovalo ta dva svetova. Do neke mere seveda, ne, se ni, da ki je prišel zunanji sovražnik, govorimo o slabi banki in o kupcih, da se je pol kao samo to bil, glavne, to je pač bil, ko se reče, ta šintila. Ta iskra, ja, problemi in zadeve so se že prej kopičile, ki se niso razreševali, ker nismo jih niti vedeli prepoznati in tako naprej in tako nazaj. Če ne, Indija je deloval v redu, mislim, glede teh dvostopenjsko. Vse si nismo izmišljevali tople vode, ne, tako da zakonodajna veja oblasti in izvršna, ne, predvsem klasičen model. Ampak ja, mislim, so se ustvarili neformalne vodje, neki letizem tudi, pa tudi getoizacija, ne. Se je to ustvarilo vse. Kaj moram tukaj posebej? Ne, mislim, da se mi zdi zanimivo, da se v bistvu, veš, z mojega vidika, tudi kot človeka, podobno kot ti, smo, bom rekel, na amaterski, torej ne na akademski ravni, oba velika, ne morem reči, raziskovalca družbe in družbenih fenomenov. Meni je to, da v bistvu veš, da se to, te neki instinkti človeški, pač ne vem, če jih imenovati instinkt, ampak neki vzorci, konstantno ponavljajo, ne glede na kontekst skupnosti, oziroma ne glede na kontekst, kako si skupnost zastavi
upravljanje ali pa samo upravljanje, se potem pač nakazujejo neke stvari, ki jih prepoznavamo tudi na družbeni ravni, ampak se mi zdi, da jih naslavljamo drugače in se mi zdi, da bi se morali bolj ukvarjati s tem, kaj nas definira kot človeka, kot ljudi, mislim, ne vem, če uporabim to, mogoče se ukvarjati s Freudom in psihoterapijo družbe oziroma teoretično psihoanalizo, veliko bolj, kot se ukvarjati samo z proučevanjem politike in politologijo kot tako. Ne. In te dve stvari nista ena bolj ali manj pomembni, ampak so pa po mojem mnenju povezani. Bi se strinjal. Ena tovarišica mi je zadnjič rekla, da ne verjame v ego, študira biopsihologijo. Ego je metafizičen koncept, to mi je jasno, ampak če si greš pogledati dokumentarec The Century of Self od Adam Curtisa, vidiš, da ni toliko abstraktna zadeva, ne? Da deluje, dejansko deluje in cel ta marketing je osnovan na temu, ne? Na teh teorijah Freuda in analizi človeški duši oziroma delovanju. Ok, da se vrnem na izkušnjo iz Inde in o tem, kar si ti govoril. Kaj je meni, kakšna izkušnja sem jaz potegnil ven iz tega. Eno ključnih izkušenj, ki sem jih potegnil. Pač jaz se nikoli nisem razumel kot vodja, nikoli nisem hotel biti vodja. Meni je totalno nerazumljivo, zakaj ljudje rabijo vodje. Ne, pač jaz sem totalno anti-avtoritaren človek. Pač imam probleme z avtoritetami. To se je kazalo čez šolo in čez vse. Ja, tam sem spoznal da sem jaz bil postavljen kot vodja, to sem imel ful probleme, ker pač mi je bilo jasno. To je bil tako proces, da sem jaz mogel sprejeti to vlogo. To in druga ta eurika, ko narediš, ugotoviš, da ljudje rabijo vodjo. Eni ljudje pač rabijo vodjo in oni si želijo biti vodeni in pač to je to in nič narobe s tem. Dejansko nič narobe s tem. Pač to smo si res, ne vem, to bi mogli razbrati, neko psihoanalizo ali ne vem kaj, za malo boljše razumeti. Ja, eni so pač radi vodeni. Kar je zelo bolj komod pozicija, če mene vprašaš, ker če nisi lih sociopat, vloga vodja je precej pritisk in precej odgovorno. Tako da ja, no, to je ena od teh izkušenj, ki sem jo potegnil ven iz Indije. Okay. In imam še recimo sklop, do katerega bo prišla, ki je v bistvu zametki Radia Nor znotraj Indije in potem pa cela zgodba Radia Nor in tega, kar se je dogajalo v zadnjih 2, 3, 4 letih, COVID in tako dalje in potem zdaj sedanjost. Ampak preden grem na to, se mi je zdaj utrnilo še eno vprašanje. Se mi zdi, da bodi si ti in jaz posledično tudi reagiram na to in resoniram na to in tudi jaz imam sam precej podobno pozicijo glede tega razlikovanja med jaz in mi. V bistvu skozi celo to pripoved, ki se zdaj greva že 40 minut, je bilo precej razblinjeno to, ko smo govorili o tvoji vladni milosti, je bil jaz, ampak dostikrat si rekel uporabo mi, ko si govoril o stvareh, ki smo delili in se mi zdi, bi si želel vedeti, kje je distinkcija tvoje, kaj pomeni, kaj je jaz in kaj smo mi. Kaj sem človek, ni otok, kako pravijo. Mislim, jaz ne bi nič uspel narediti, če ne bi bilo drugih. In verjetno drugi bi uspeli, po mojem, ne vem, ne vem. Vedno mora biti nekdo, ki gura stvari naprej, ne. To je tudi ena od lekcij. Ne vem, kje je ta distinkcija dejansko. Mislim, ja, jaz dostikrat rečem mi, kakšenkrat me vprašajo, kdo vi. Ampak ja, dejansko ta mi je precej nedefiniran. Lahko začnem naštevati vse ljudi, ampak mislim, da je se dogaja razvoj v interakciji z jazi, ki nastanejo v mi, ne. To sem zdaj izpeljal sintezo. Ja, mislim, verjetno jaz. Nisem nikoli razmišljal dejansko o tem. Ker pač, mislim, verjetno se bo strinjal z mano, da kot družba gledamo splošno, smo izredno individualistični in ta jaz je postal res primarna stvar, ampak se mi zdi, da potem po drugem pa govorimo veliko o skupnosti, vsaj v sektorju, v katerem delamo. In me zanima pač, če je, veš, kar jaz opažam je, da postaja skupnost vedno bolj seštevek jazov, ne? Ampak
nekaj drugega je tle pomembno in se mi zdi, da to jaz saj začutim, ko ti rečeš mi, ni mi, kot si rekel prej, samo jaz plus Luka plus Teja, ampak je mi kot nekaj, kar gre on stran seštevku individuum, nekaj, kar je v bistvu nek družbeni nadjaz, če ostanemo družbeni nadjaz. to mi je všeč. Freudu. Ja, mislim, ta družbeni nadjaz, oziroma mi, ful tudi se ga ne da strukturirati in ne da se ga ukviriti in definirati. Ne, ful fluidna zadeva, kar v tej naši pozitivistični znanosti je kar težko misliti to. Ker pač vse mora biti merljivo in točno in bla bla bla. Ne? In to dostikrat se zgodi, ko imamo problem, kdo je zdaj del tega. Ne? Veš, nekdo je 3 mesece tam, pol ga ni pol leta, pol spet prije, nekdo je non-stop tam, pol ga ni več. Tako je vedno ta neki ta fluktuacija in pač ne gre vedno po nekih premicah, katere misliš, da bo šlo, ampak se tu je lik čar tega, po moje. In vedno najboljše stvari se zgodijo malo same od sebe in malo spontano. Ne pa naključno, bi rekel. Ne pa naključno, ne. Ker še vedno je v zadju nek ta žmoht, ki se ustvarja med interakcijo med drugimi ljudmi. Je pa, ja, človek, ne vem, mi smo polarne, ne. Jaz mislim, da to je v redu, da smo polarne in da moramo imeti oboje. Tako je, v eni strani imamo to potrebo po individualizmu, ki je tu spet družbeno-ideološko pogojena, bla, bla, bla. In spet po drugi strani pa imamo tudi potrebo po vključenosti in sprejetosti, to je tudi zelo močna potreba, ne. To, da se lahko ti poistovetiš z neko skupnostjo, da se počutiš vključeno, to je skoraj mogoče še bolj pomembno kot to, da si posameznik in imaš svoj mir ali neki, ne, ali svoj egoistično zadovoljstvo. No, egoistično zadovoljstvo ne mislim v nekem slabem smislu, ampak si glih moramo filati tega, ker če ne vem, kako bi preživeli. Se ti ne zdi, če se navežem na to debато, ki sem imela prej, da ravno zato, ker je ta skupnostni vidik, to, da imamo potrebo pripadati, da imamo potrebo po miju, da se zaradi individualizma, ampak zaradi pač, ne vem, ekonomske paradigme, materialnost, pač pripisovanje materialnim dobrinam prevelik pomen, dejansko zrcali ali pa kaže kot deviacije, o katerih smo se prej pogovarjali, alkoholizem, nasilje, prej si govoril o patriarhatu, recimo, ampak se mi zdi, da pač zame, z mojega zornega kota je to zelo povezano. To, da pač kot človek, kot žival krdela, se je ustvarila vsaj na vzhodnem svetu sistem, ki premalo pozornosti namenja temu in so potem posledice na drugih nivojih. Si gostil Manco, ne? Ja, dosti se to prenaša iz generacije v generacijo, ne. Ne, sej pač, imamo vsi vzorce od naših staršev, ne. In tudi naši starši imajo travme in to se res prenaša in to je res težko prekiniti. Manca je to verjetno znala to razložiti, ne. Enkrat sem imel debato kratko z njo. Ampak ja, to je sigurno, kar si zdaj omenil, en razlog interdeviacije, ampak je pomembno tu podporno okolje, ne. Saj težko se razvijaš, če nimaš podpornega okolja in če nimaš drugih zgledov, ne. In pol eni drugi reproduciramo te zadeve, ker 30 let nazaj, jaz ne vem, če se je govorilo o nasilju v družini in če se je to obravnavalo, ne. Tako da počasi so se neki procesi začeli vzpostavljati, verjetno so bili že 50 let nazaj pionirji tega, ne. Tako da ja, to je en proces, ki pač traja in bo še naprej. Res je. Kot je proces verjetno tudi radio. Ja, radio, ja, to pa je proces, ja. Pač kot sem bral in poslušal tvoje pač intervjuje in prispevke, in to je pač zametek tega nastajal že znotraj te, ko ste že imeli skupino za komuniciranje v Indiji. Medijska platforma, platforma Indija. In v bistvu je potem iz Indije to prišlo do pobude, do ideje, do ustanovitve zavoda in tebe kot tega, ki ne želi biti vodja, direktorja zavoda NOR. Kako je to nastalo? Ja, zanimivo, ne, vedno sem bil predsednik, zdaj sem direktor. Ampak to sem jaz vedno bolj razumel, ker pač imam rad birokracijo, ne, in znam koordinirati. To se mi da celo delati kdaj.
Vedno manj se mi da koordinirati. Dobro, pustimo stati. Zdaj, jaz sem že Breclju težil, če lahko imamo radio. On je bil, mislim, ga imamo, na Vinampu je bil. Tehnologija 2000. Za oni, ki vejo, kaj sem zdaj rekel. Ja, tako da ni bilo iz tam nič in pol smo imeli to medijsko platformo, jaz sem tam bil precej angažiran. Ja, ne vem, meni je radio moj najljubši medij. Tako sem si želel imeti radio, kaj. Veš moj ego. Tlete bom stavil, ker moje naslednje vprašanje, pustimo pač to rekel, razvoj samega zavoda. Točno to, zakaj je radio, tudi jaz mislim, da je radio izredno zanimiv medij. Pomenil, zakaj? Ker če nimaš skupnosti, ti lahko ponudi kot družabništvo ali nekaj. Pa, ne vem, veš kaj, dosti ljudje uporablja radio tako, da je v zadju, tako da ti še vedno nekaj delaš in ga poslušaš, dejansko ti dela družbo, marsikaj zanimivega zveš. 80% radio je glasba, ne. Tako da glasba je tudi en zelo močen komponent, po moje. Dobro, jaz sem tudi ta rad, ki imam rad, da mi drugi izbirajo glasbo zame, ker meni se ne da digati glasbe. Ne vem, fascinanten je radio po vseh teh letih. Ni še izumrl in niti ne bo in ima super tudi fenomenalno zmožnost preoblikovanja. Tako da jaz mislim, da radiji so še vedno aktualni, no, mislim, pustimo stati, da se glasba drugače posluša. In da pač se je internet razvijal, ampak tudi radiji znajo inkorporirati internet v svoje delovanje, ne. Ne vem, kaj je ta fascinacija nad radijem. Ne vem, ker so neki nevidni valovi in kaj bi ti rekel? Jaz mislim, da je precej povezano s tem, kar zadnje čase odkrivam tudi v tem, kar delam na Pini ali pa kar delamo na Pini, da smo kot zahodna civilizacija izrazito vizualna družba, radio pa je nekaj, kar nima slike. Nima slike? Toliko po moje prežeti in nasičeni za samo sliko, da je neka vsebina, ki pride skozi zvok in v bistvu jaz osebno sem dosti bolj fasciniran nad govorom, nad ljudmi na radiju. Glasba, za razliko od tebe, morda sem bolj obraten. Jaz pač ne prenašam algoritmov, da mi zbirajo. Jaz sam iščem, zbiram glasbo. Ampak mi je pač človek, ki govori in komunicira na izrazito enosmeren način, ker radio pač zadnje čase postaja interakcija, ampak to, da nekdo uspe v bistvu spodbuditi zanimanje in ustvariti povezavo z širšim krogom poslušalcev, izredno zanimiv fenomen. In se mi zdi, da uspe ustvariti ta občutek skupnosti na nek zelo abstrakten način. Zato je recimo meni ful zanimiv in tudi nam je tako učinkuje. Ma sigurno, kar si rekel glede vizualnih podob, ja, itak smo bombardirani non-stop, ne, too much. To je en aspekt, ja, in tudi mogoče domišljija ti malo boljše dela, ne, ko samo poslušaš. Vse to, kar si rekel, lahko tudi razumemo, zakaj so podcasti toliko popularni, ne. Jaz nisem sam fan podcastov, ampak ja, podcasti so izredno popularni. Tako da ja. Ampak ja, potem, če pogledamo genezo radia, dejansko, veš, na nek način je, pač, če vzamemo podcast kot neka predsnemana osebina, ker večkrat se tudi izpostavlja Radio Nor, pač je radio živo, ampak ni recimo ne oddaja na frekvencah, ne še in držimo pesti, da bo. Ampak ja, tudi velikokrat sva se tudi mi dva o tem pogovarjala, pač to je potrebno ogromno truda iz strani ustvarjalcev, da si ti redno veliko časa ustvarjaš vsebine. Tako da, kar se hotel povedati, je, da tudi Radio Nor v bistvu ima neke fragmente pa oddaje, ki se jih nasname prej in potem pač da v eter v določenem času ali pa ponovi. Ja, mi smo to začeli zelo naivno in idealistično. Nismo niti imeli predstave, koliko je zahtevno sproducirati kvalitetno medijsko vsebino. Radio Nor zaenkrat v tej fazi razvoja, kot je, jaz nisem zadovoljen z njim, ampak ok, sem pa vztrajen, tako da bomo ga razvili do nekega nivoja. Tako da Radio Nor je še vedno v razvojni fazi. Ja, to je eno in drugo, biti dober špiker je umetnost. Ne, dober špiker nastane po 5 letih.
To tudi po mojem, ne vem, če se ljudje cenijo dobre špikerje, to sigurno. To sigurno in ful je pomembno, da je špiker dober, kar pomeni, da ima tudi hejterje. Tako je pač, tako je. To je še ena človeška lastnost. Zdaj bom poklonil mojemu prijatelju Karlu, ki ga sovraži pregovore, je rekel, za vsakim hitrim konjem se pač kadi, ne, oziroma nekako je ta pregovor. Tako da ja, definitivno tudi to spada zraven. In v bistvu, kakšna je bila vizija in kakšna je vizija danes? Pa vizija dejansko se ni dosti spremenila, mi smo se dosti bolj spremenili. Vizija samega radia, pač mi smo tako imenovani tretji medijski sektor. Vizija je imeti skupnostni radio, že ker govorimo toliko o skupnosti. Ampak ne, tudi v Indiji smo videli, da pač je ful enih ljudi, ful enega potenciala, kreativnega, družbenega, ki nima svojega prostora v nekem javnem medijskem prostoru. Čeprav ne reči, Kapris je v redu lokalni medij, za komercialni medij Kapris čisto super in tudi RTV Koper se trudi ful. Tako da ta nek community aspekt tudi ta že oba dva radija pokrivata. Ja, vizija pač je ta skupnostni radio, kar je pač cel en koncept. Na svetovni ravni, mi se povezujemo tudi z drugimi skupnostnimi radiji širom sveta. Dobro, ajde, ne lih širom, ampak dajmo reči Evropo. To je koncept in koncept je predvsem dati glas in čim več medijskega prostora civilni družbi, nevladnemu sektorju in pač tudi nekim bojem za boljšo jutri oziroma boljšo prihodnost. Seveda, ono, kar mi smatramo, da vodi v boljšo prihodnost. Tu pa je ta pristranskost, bi rekli. Ampak ja, tu treba razumeti ta koncept medijske objektivnosti in uravnoteženosti, ker so pač ideali, ampak so predvsej nedosegljivi, ker vsi smo sestavljeni iz nekih izkušenj in prepričanj in mislim, da je bolj pomembno jasno to skomunicirati, kaj so tvoje prepričanja in v kaj verjameš in to tudi pač kot novinar ali pa nekdo, ki pripravlja vsebine, to pač jasno dati vedeti, bolj kot se dela, da smo zdaj objektivni in nepristranski, ker ne moreš biti nepristranski, ker nismo roboti. Ne. Pa še AI je pristranski, tako da, ja, to je še vedno osnovna vizija, je pa tudi ta vizija zaenkrat algoritem nam izbira glasbo iz naše baze. Si pa želimo, ja, da bi pač imeli glasbeno opremo, da bi predstavljali tudi novosti, tudi lokalne scene, tako da ja, pravimo tega čim več delati, ampak zaenkrat je ful enega dela, ful je bilo teh nekih razvojnih etap, ful je bilo stagnacije, vzponov, padcev, ampak tako je vedno pri vsaki organizaciji, ki jo postavljaš in ki jo delaš. No. Res je. Spet v bistvu mi je v tem tvojem odgovoru vzpodbudilo zanimanje, to, kar si rekel, da pač seveda se zavedate, da imate neko diskretsko pravico filtrirati informacije, oziroma kot si to rekel, pač to, kar mi mislimo, da vodi v boljši jutri. In spet me zanima, kdo je to mi? In kako ste uskladili to? To je še ena izkušnja iz Indije. Je zelo pomembno usklajevati pričakovanja in neke vizije, ker tu se pol med sodelavci hitro priješ v konflikte. To je tudi izkušnja iz zgodnjih dni radia. Ker jih naštevam po imenu, ne. Ne, me zanima pač, veš, kako... Ful, sem ti rekel že prej, to je težko definirati, ne. Imaš ljudi, ki so bili na začetku zraven, res sem konstanta, očitno. Ne vem, če to dobro ali slabo, bomo videli. Vendarle direktor, ne. Ja, mislim, imaš ljudi, ki nekako prispevajo, tudi mi prispevamo drugim. Imaš ljudi, ki so bolj noteno obdobje, eni, ki so manj, eni, ki so tako, eni različno. Tako da ja, mislim, zdaj lahko sestavim spisek 100 ljudi, ki je sodelovalo z radiom, ampak ja, težko pa bi rekel, da ne vem, so konstantno tam ali neki, ne. Pač ja, tako ful različno po etapah. Ne vem, kaj me provociraš točno, kaj bi hočeš od mene. Hočem od tebe v bistvu to, da veš, se ful strinjam s tabo in tudi razumem in čutim v družbi, da se
te stvari tako nastajajo, ampak veš, prej si rekel to, kar mi razumemo kot to, kar vodi v boljši jutri. Ne? Ja. Ni toliko point v mi kot ta skupnost, ampak Ja. point v temu, veš, oziroma bom obrnil. Kot jaz vidim je, da nekako ljudje, ki so vključeni v to, ki ste vključeni v to, na nek način podobno čutite, dojemate to, kar je ta mi in to, kar je to, kar bi naj vodilo v boljši jutri, ki tega ni zapisano. Verjetno nimate dokument, kamor pravi, za boljši jutri je potrebno v piče, tak, ne. In tle veš, kaj je to, sistem vrednot? Je to neka refleksija družbena? Je to pač neka podobne življenjske zgodbe? Mislim, vem, da ni možen enostaven odgovor, ampak pač bi rad pogovarjal se, ne iskal odgovore, pogovarjal se o temu, kako dejansko to vidimo, da velikokrat nastane, ampak je težko definirati. To si že parkrat rekel. Ja, ne vem, mogoče se zavohaš, kaj pa vem. Zdaj sem zvedel, da vonj je edini ta receptor, čut, ki gre direktno v možgane. Ne vem, veš, da nisem nikoli zares razmišljal o tem, ampak ja, nekako se začutiš. Pa nekako verjetno imaš tudi neke podobne vrednote, čeprav ni nujno, zares ni nujno, ker res je ena skupek raznolikosti, ne. Kar mislim, da raznolikost je tudi vrednota in jaz verjamem v ekosisteme, ker monokultura ne tvori ekosistema. Da mi je bolj všeč reči. Tako da ja, ne vem kako to nastane, ne. Ma kaj, verjetno skozi neko srčnost, empatijo, pa nek ta čut pripadnosti. Ne bi vedel, res ne bi vedel. Dobro. In če imam tudi nek zapis. Veš kaj, neki te žene naprej, ne. Nek ta notranji glas, ko se temu reče. Ja. Notranja energija. V bistvu še eno zanimivo, ki počasi bo tudi šla k koncu, ampak v bistvu veš, spet se bom navezal na ta stavek, ki mi je bil res super fascinanten, ampak na tak zelo pozitiven način. Skupaj, ampak ja, mi rečemo, kaj so te stvari, ki bodo vodile na boljši jutri. V enem intervjuju si izjavil, da ne upaš si govoriti o revoluciji. Kje si to prebral? Sem slišal, mislim, da je bilo na Megafon na intervjuju, ko si imel Invino Veritas. Okay. Ampak veš, se mi zdi, da ne bom rekel, da si deluješ revolucionarno, ampak ja, tvoj sposobnost refleksije in preko tega delovanja bi lahko bilo bolj mogoče evolucionarna, ker tudi to si takrat poudaril, da te neke agresivne in da si človek dialoga in tako dalje. Ampak ja, to me zanima ta vidik in še en vidik, ki me zanima tvojega življenja je to neko sporadično občasno v bistvu stiki z strankami kot političnimi telesi. To je še ena stvar, ki me zanima. Ma glede revoluciji, mislim, se revolucija tako kot parola zvenijo ful seksi, ne, in vse lepo in pravno. Ampak dobro, to izhaja tudi iz mojega učitelja Tončija Kuzmaniča, naj mu bo lahka zemlja. Takrat, ko smo obiskovali Likej, ne, in on razlagal, kako so revolucije v bistvu krvave, ne. In jaz še vedno mislim, da so revolucije krvave in mi se to ne zdi dobra stvar, ne. Ker, ne vem. Tako da ja, imam malo skepse do revolucij, ne. Pa bi res rad videl, da se uspemo zmeniti v tej neki raznolikosti, pa da vsak živi v nekem miru, ne. Ne pa v neki dominanci enega, oziroma enotnega mišljenja ali nekaj. Saj liberalizmu to do neke mere uspeva, ampak mu ne uspeva reševati teh problemov, zato se te kontradikcije večajo in konflikti naraščajo in ljudje se polariziramo očitno, kar je zelo zdaj to aktualno. Tako da ja, mislim, da človeštvo je pred zelo velikimi izzivi. Kaj je bilo že drugo vprašanje? Te sporadični stiki s strankami, ja. Mislim, kot fascinacija je tvoja prva, ena več zgodnjih, bo neko političnih odločitev je bilo želja po ustanovitvi podmladka stranke Desus. To mi je bilo fascinantno.
Ma kaj, takrat, ko sem bil najstnik, mi je šla na živce ta delitev med leve in desne. In Desus je takrat glumil neko sredinsko stranko. Pa si, dobro, saj kar Rjavec je spreten retorik. To se mu ne more učitati, dejansko je. Tako da ta Desus se mi je ful dopadel, ker je pač vedno, je šel z vsemi v vlado. Zdaj drugače gledam na to, ampak okej, takrat se mi je zdelo to ful konstruktivno. Tako da sem se začel približevati Desusu, pa tudi bi bilo kar zabavno imeti podmladek stranke upokojencev. Genialna ideja. To meni se tudi to takrat zdelo. Ampak okej, od tega ni bilo nič. Mislim, bolj ko sem se približeval temu svetu, bolj sem videl. Koliko je to banalno. Tako da pol me je kar malo minilo, no. Sem pa vedno bil nekako v neki tej komunikaciji z ljudmi v strankah. Zdaj v strankah imaš ljudi, ki se dejansko hočejo ukvarjati s politiko, je pa dosti tudi tega oportunizma in karierizma in tam dejansko v teh večjih strankah moraš plezati gor po tej strukturi in hierarhiji strankarski in pol si tam. In pol, tudi če si imel dobre namene, te to hitro požre v pravila igre, ki so že vnaprej stoletja postavljena, verjetno. Tako da hitro izvodeniš tam ali se zgubiš, ali ne vem, no. Sodelujem, pa s kakšnimi strankami, pa se poznamo. Ampak no, zadnjih, nam rekel, 6 let, 6, 7. Bil sem član Piratske stranke 2018, 2019. Mislim, da sem se po pol leta izpisal. Pol sem malo zgubil stike z njimi, pol so menjali vodstvo. In moja ideja je v bistvu, da bi kandidiral za občinski svet kot posameznik. Tu so malo te prepreke demokratične. To je zelo zahtevno in zelo nemogoče, moraš zbirati sam podpise, fuljene birokracije, fulje lažje kandidirati preko strank, tako da sem se zmenil, nisem član stranke, še zaenkrat, sem se zmenil pol s Pirati, da bom kandidiral preko njih, no, ker sem tudi že prej bil član in imel komunikacijo. Prav sem se dobil z Janušom, ki je tu iz Marezi, smo imeli 3-4 ure neke ideološke debate, smo bili može, to bo šlo in nič sem se zmenil gor pač z vodstvom, sekretarjem Jasminom, zdaj predsednik, da lahko naredim nekaj za Pirate tu, ampak da hočem avtonomijo in on je bil jaz sem bil in pol smo dejansko se malo za hec, malo za res, jaz in Pregel in Urša prijavili na volitve. To je bilo ful bizarno. Jasmin je poslal vse te obrazce, to je bilo tako 12 obrazcev sem mogel nesti na občino za vložiti kandidaturo. Še jaz, ki ima rad birokracijo, mi je bilo, ne, to res ne. Tako da to kot posameznik, kar na lokalni ravni bi imelo smisla, ne. Že ki tako si na lokalni ravni so neodvisni kandidati, ne. Kao, bi imelo smisla, da lahko kandidiraš kot posameznik, ne. Tako da no, pol sem se z njimi povezal iz zelo pragmatičnega vidika, pa tudi, ker smo nekako se zavohali, da to bi šlo, no. Tako da dejansko kampanja naša, mene od Martina, je bila slaba, zelo ad hoc, nismo se neki ful potrudili, ni bilo neki budžeta ful, nismo neki ful potrošili. Ne vem, če smo porabili 200 evrov skupaj, to je plačala centrala Ljubljana. Tako da nam je zmanjkalo 200 glasov za dobiti v njen sedež, ker kazalo nam je dobro, ampak nam je zmanjkalo, ampak prvi cilj je bilo dobiti to financiranje. Tako da dobivamo zdaj ta denar od občine, ker smo naredili dovolj dober volilni rezultat, to je 250 evrov na mesec, če sem lahko transparenten, tako da zdaj ta denar se nabira. S Pirati se dejansko dobivamo vsak mesec, 5 nas je zaenkrat. Tako da bomo kandidirali tudi na naslednjih lokalnih volitvah za občinski svet. Za župana še ne vemo. Kako dojemaš to v bistvu razmejitev med nevladnim sektorjem in... Jaz sem še v medijih, ne. Tako da pokrivam vse troje. Celovit človek sem. Trojdino, to je neko trojdino sem že slišal nekje. Trojka. Veš, da to se tudi jaz presprašujem. To bi načeloma moglo biti deljeno, ne. Načeloma, kao.
Mislim, ful je razlika med državno in lokalno politiko. Ne. Jaz mislim, da bi koristilo tudi biti kot nek predstavnik nevladnega sektorja v občinskem svetu, ali tudi če bi bilo več nas v občinskem svetu, eno, ker imaš pač dostop do informacij in dejansko te na občinskih in lokalnih upravah po moje jemljajo ful bolj resno. Ok, se to ni edini način, ampak no. Tako da mislim, da se da. Mislim, da predvsem moraš biti pošten človek in imeti to jasno razmejitev pri sebi in pač ne zlorabljati svoje pozicije. Tako da moraš imeti ful nek visok etični standard. Ampak to je spet težko dokazovati. Ne. Zato smo raje naredili birokratske pravne razmejitve glede tega. Mislim, da po drugi strani pa veš, enako pomembno je ti praviš, je težko dokazovati. Jaz bi rekel, ni težko, če tisti, ki ocenjujejo to, imajo podobno visok etični standard. Če ga nimaš, je pa težko, ne? Ker ne gledaš na stvari enostavno na isti način. Ja, večina ljudi, ko pač vidi, da se ukvarjaš s politiko, dobro, si se uvalil, se boš uvalil, boš pobiral denar, ne. Mislim, če bi mi to bilo res, v bistvu, ne vem, v članu socialne demokrate, bi zdaj, ne vem, bil tam neka sekretarka. Ne, ni to smisel. Vem, da mogoče ampak to je dejansko družbena človeška percepcija politike oziroma predstavnikov političnih in demokracije, kar je zelo žalostno in kar zelo priča o naši družbi in predvsem v političnem razredu. Ne, tako da po moje politiki se tega ne zavedajo, niti se nočejo tega zavedati. Njim je čisto v redu, tako kot je. In tako, no. Ne vsem, ne moram reči za vse, ampak mislim, da se tudi to spreminja, no. Predvsem z mlajšo generacijo in predvsem z ljudmi, ki niso tam zaradi denarja ali nekih osebnih koristi. Okay, mislim, da je zelo jasno, da se nakazuje, da lahko naredimo še eno epizodo z Tonijem kot politikom. Evo, če nam je Fred vprašal, čekaj, kaj boš na podcastu? Toni Pirati, Toni Nor, Toni SBK? Bil bi neverjetno nor, če je že od nevladništva. Ja. Tako da ja, mogoče da zaključiva, kako lahko ljudje dobijo Nor, kje dobijo, kako lahko podprejo, kako lahko pomagajo. Kot sem rekel, nisem zadovoljen s trenutnim stanjem našega radia, tako da ga niti ne reklamiram preveč. Ampak ok, obetajo se nam boljši časi, boljši ni pravi izraz. Dobro, boljši časi. Nor se nahaja na noradio.org ali pa celo na noradio.si. Zaenkrat smo samo spletni, imamo tudi SoundCloud. Tako da zdaj v kratkem bi mogla biti nova spletna stran, tako da bo tudi več vsebin gor. In bo tudi na spletni strani, kako nas podpreti. Tako da zdaj smo dobili tudi financiranje strani Evropskega sklada, ki gre za razvoj in smo tudi letos v javnem interesu končno, ker pač prej se mi ni dalo izpolnjevati formularjev. Ampak ok, ne, dejansko smo naredili pogoje v zadnjih 2 letih, tako da bo tudi to ena možnost dohodnine in tako. Vse boste zvedli v svojem času, brez skrbi. Se mora tudi zavedati, da podcast pač je sicer fragment v času, ampak se ga da gledati tudi kasneje, ne, tako da... Mogoče časovna kapsula, takrat bo že na boljšem nivoju radio. Nahajamo se septembra 2025. Ok. Trenutno, to mizo. Tukaj in zdaj. Torej, najlepša hvala, Toni. Hvala vam za vabilo, tebi ali vam. Kaj si ti? Jaz Borut Jerman ali jaz Mi Pina? Lahko naredimo še en podcast na to temo. Ja, no, mislim, ko deluješ znotraj organizacije, je dobro, da si mi, ne, ker pač nisi sam. No ja, sorry. Hvala za vabilo in še veliko uspehov vam želim v bodočnosti. Hvala.